Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Kako zelo pomembna je zdrava prehrana, ugotavljamo pravzaprav v vsaki oddaji Klepet ob kavi. Celo ugotavljamo, da bi, če bi malce spremenili svoje prehranske navade, svojo prehrano tudi sicer, bi lahko s tem rešili svet pred lakoto, onesnaženjem in še čem. In ja, zdrava hrana je bistvo in je mati vsega tega zdravega in kolikokrat smo že rekli, hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. Ampak ja, vse super fino in fajn, ampak ko pa govorimo o naših otrocih, ko govorimo torej o malčkih, pa je le to še kako zelo pomembno. In ja, spet in znova je čas, da vzamete list papirja oziroma tisti zvezek, ki ga uporabljate medtem, ko gledate našo oddajo, kajti marsikaj zanimivega si boste lahko zapisali in med drugim tudi recepte. Vse boste sicer našli tudi na spletni strani www.klepetobkavi.si. Tale trenutek pa vam predstavljam mojo današnjo gostjo, Marjetko, lepo pozdravljena. Kaj bova danes pripravili oziroma kaj boš danes delila z našimi gledalci? Danes bomo pripravili par zdravih kašic in tudi med drugimi čokolišnik, razvado otrok. Tako da prva kašica, ki jo bomo pripravili, je korenčkova kašica, druga je prasena kaša, potem polenta in čokolešnik, kot smo rekli. Se pravi, nad vse primerna za malčke, ampak tudi za odrasle. Ja, tudi zelo. Kakšna prasena kaša, zelo ajdova kaša. Super. Zdravi zajtrk. Moram reči, da sem ravno kar prebrala tudi tvoj članek v novi reviji, številki revije Bogatstvo zdravja o sladkarijah. Super, super, super. Jaz pa vašega. Super. No, evo, fajn. Dajmo se še malo nametavati, pohvalen, kako je to fajn. Ne, veš kaj me je zanimalo? Tolikokrat posod že zdaj slišimo, da je treba jesti sezonsko hrano, da je treba jesti lokalno pridelano hrano, ampak a lahko majčkeno bolj osvetljiva to? Zakaj? V bistvu, kar je v sezoni, kar trenutno raste, naprimer zelenjava, sadje, ima visoko vsebnost vitaminov in mineralov. Naprimer, če sedaj uživamo paradižnik, ki je vzgojen ali polno kilometrov prekoračen do Slovenije, v bistvu izgubi energijsko vrednost. In tudi vitaminov in mineralov imamo mogoče zelo mičken delež. Ampak pozornost je pa tudi pri različnih kmetijah. Ena tudi uporabljajo škropljiva, naprimer, tukaj je tudi biti treba pozoren, da je res ekološko, certificirano, da se res stoji za temi zadevami, tudi Demeter znak in te zadeve je treba kar upoštevati. Posebej pri otrocih, ki so res ranljiva bitja. Tako da tukaj je treba gledati v prvi vrsti. Ok, a sva za akcijo? Sva. No, evo ga, pa gremo. Akcija, reakcija, torej prva bo korenčkova kašica. Ja. Naši gledalci in gledalke si bodo tudi lahko tale trenutek prepisali tale recept oziroma vse potrebne sestavine. Sicer pa, kot smo rekli, torej na www.klepetobkavi.si, kjer si lahko danes preberete tudi kaj več o tem, katero zdravilo so skrivali 30 let. Govorimo o zdravilu proti raku. Ampak zdaj smo pri hrani za malčke, ne paše to zdaj skupaj, ne? Tukaj je nastala korenčkova kašica. Dodala sem, v ponev sem narezala na kolobare korenček ter jabolčne krhlje. Jabolko sem seveda olupila, korenje tudi, prečistila, dodala pomarančni sok in dušila. Potem se pa to spasira, zmiksa ali samo z vilčko, odvisno tudi koliko je star otrok. To se lahko komot mi za zajtrk pripravimo, tako da sploh ni problema. Na Norveškem je tako, da so zelo znani po temle korenčku, da imajo za otroke boljše mišljenje in razmišljanje, da za zajtrk pojedo ovsene kosmiče, fino mlete, predhodno jih namočijo in potem zjutraj sveže naribajo, ko skuhajo ovseno kašo, sveže naribajo korenje in otroci zelo dobro razmišljajo in se učijo in so pozitivni in polni energije. Odlično, lahko probam? Lahko, izvolim. Malo sem pa tudi dodala kokosove maščobe vsako zadevo. Zelo dobro je, da otrokom dajemo ali repičino olje, ki je bogato z omega-3, omega-6 maščobne kisline. Dobre. Potem pomaranče noter, mogoče zaradi tega tudi dodam sladkost. Svežina, svežina, ful je sveže. Ja, pri kokosovi maščobi sem želela povedati, da otrokom tudi dodajamo zdravo maščobo. Tako da vse posod sem dodala tudi zdravo maščobo. Zdrava maščoba, kokosovo olje ali repičino olje, po želji, lahko je kakšen ghee maslo, odvisno.
Tako da to postopoma dodajo najstarši. Tole korenčkova varianta mi je zelo, zelo všeč. Super. Tam zap. Drugi recept imamo prsteno kaša. Prstena kaša, to je pa v bistvu, kaša je predhodno namočena. Če kašo namočimo, imamo potem tudi manj časa kuhanja. Drug dan se skuha. Jaz njo samo na vodi, tako da je čist lahka in ko se skuha, se potem doda banana. Tole je pa ekološka banana, tako da boš poskusila. Dobro je, da poskusi se razlika med ekološko in navadno banano. Takoj se čuti okus. To je čisto v bistvu taka naravna zadeva, ampak sladkost pa doda banana. Ne rabimo nič sladkati, v bistvu prstena kaša, to je tudi super zajtrk za nas, naprimer. Za starejše, za mlajše, za dojenčke, tako da to se lahko vsi, ja, tako je oluščena prstena kaša. Zelo podobna tudi po hranljivi vrednosti rižu. Krasno. Takole, tale trenutek bomo za naše gledalce in gledalke vklopili tudi telefonsko linijo 026 200 230. Gre za navadno telefonsko številko in zgolj zaradi tega, ker mamice imajo ziher kakšno vprašanje, kar se tiče prehrane. In če pa danes nimate super priložnosti, ker je Marjetka tukaj in vam bo z prve roke povedala, pa ne vem, kdaj imate. Tako da, evo, telefonska številka je navadna, lahko tole izkoristite. Meni je zmer tukaj fajn. Lepo. Lahko probam? Lahko, izvolja. Upam, da ne dvomite o moji iskrenosti. A so orehi zraven? Ne. Banana, a to zaradi banane? Ja. Ful dobro. Banana naredi tako okus. I like it a lot. Zelo dobro. Potem imamo naše stare žgance, ajdovi, koruzni ali polenta. Jaz sem v bistvu naredila kar koruzne. Takole. Koruzni zdrob skuhala na vodi, solila, dodala zdravo maščobo, lahko spet po želji, kot sem prej rekla, ali kokosovo, ali kakšnokoli. Tukaj je tudi super kombinacija, pa različni kombinirajo z mlekom, potem eni kombinirajo tako, da sezam popražijo, dodajo, eni imajo pa kot sladko varianto, da dodajo domačo marmelado ali pa jagodičevje. Po želji, tako da je lahko kot sladek. Jaz se koruze majčkeno izogibam, predvsem zaradi tega, ker je skoraj vsa gensko spremenjena oziroma špricana za takimi in drugačnimi zadevami. Bojim se jo. Celo bojim se jo, mogoče, ne vem, v ekološki trgovini rej ne zberem. Kakšno je tvoje mnenje glede tega? Pretiravam? Ker jaz znam pretiravati v precej stvarih. Ja, verjamem, tudi če kakšen certifikat so tudi pri nas, tukaj, kaj jaz tudi delujem v ekološki trgovinci, še bom malo za BioRaj naredila reklame, tudi pridejo stranke in mi potem rečejo, joj, ne vem, kako je s tem certifikatom, ali je boljše domače, ali ni boljše. Včasih, če je domača moka, če je koruzna moka in če res tega kmeta striktno poznate in mu zaupate njegovo dostojnost, potem veste, da se stoji za temi zadevami. Drugače je pa res nezaupljivo. Tudi jaz sem pri soji in pri kaki koruzi bolj nezaupljiva. Isto. Ker koruza je drugače fajn, to je brez glutena dejansko, ne? Tako isto prstena kaša, proso isto, prstena moka. Te zadeve so brez glutena in kateri imajo težavo z glutenom, lahko v bistvu te dve zadevi uživajo komot. In v bistvu za otroke je prva zadeva proso, koruza, te zadeve v bistvu gluten kasneje v bistvu, ko se uvajajo živila. Aha, se pravi, ne takoj bombardirati z glutenom? Ne, lahko se pojavijo različne alergije, reakcije, tako da postopoma in prvo naj bo kakšna domača ajda v bistvu in potem postopoma naj se preidejo na tem. Iz ajde opažam vedno več novih izdelkov, tudi v ekološki trgovini, pa tudi v kakšnih drugih trgovinah, tako da se mi zdi, da je to res, res, res dobra novica. En fajn namaz iz ajde, zdaj iz strani miroljubnega kmetijstva sem tudi zaznala in ga obožujem. Se pravi, tukaj imamo korenčkovo kašo, proseno in pa tole čisto fino tako domačo koruzno. Tukaj imamo pa čokolešnik, ne? Veliko ljudi je mogoče mečken tudi v odrasli dobi, ne, ohranjajo to ljubezen do čokolešnika. Ja, v bistvu tudi študent je zelo hiter nekaj narediti, naprimer, in tudi starejši večina, tako se ti mičken sladkega zlušta. Zakaj ne bi kakšno zdravo alternativo? Zanj sem jo imela na delavnicah, pa mi pa starejše gospe pošiljajo fotke, poglej, kako dober čokolešnik je rato. Res in je uspel
Tako, naprimer, jaz si ponavadi vedno ali si dam takole v posodico in potem samo vzamem ven in v bistvu notri so zadeve, noter je fino mleti ovseni kosmiči, proseni zdrob ali pa pšenični zdrob, kakšnega želite, ajdov zdrob, zdaj je veliko zdrobov na tržišču, tudi zelo dober je kamutov, tak mehek naredi okus. In v bistvu presni kakav, zelo zdravi kakav, v bistvu zelo visoko vsebnost magnezija ima in žvepla, tako da že kar neki za naravno lepoto MSM varianta, tako da tale presni kakav doda še pikico na i. In potem je tole ena mešanca, ki dodaste samo na temperaturo mleko, da se zavreje in po žlička daste različno, a boste eni osebi ali dvema, trema, vse recepti so v bistvu bojo potem pokazani. Za eno, dve, tri osebe in to je to. V bistvu se doda 2-3 žličke in se premeša in servira. Zakaj pa tiste instant mešanice, ki jih sicer kupujemo v takih ličnih embalažah, niso tako fajn? Zaradi tega, ker vsebuje zelo visoko vsebnost sladkorja. Naprimer, če ste kdaj pogledali, naprimer, 100 gramov, naprimer čoko lešnik, 100 gramov vsebuje, naprimer, skoraj 50 gramov sladkorja v bistvu, na 100 gramov. Če se to pregleda, naprimer, tiste ženske, ki se razvajajo, naprimer, z kavico in dodajo mini sladkor not, je v bistvu 8 tistih sladkorjev, naprimer, 100 gramov. Naprimer, starši pa dajo zjutraj, naprimer, čoko lešnik in še potem zvečer, to je 2-krat na dan, naprimer. Tako da to je zelo visoka vsebnost sladkorja in potem imajo otroci zelo visoko hiperaktivnost in dosti energije in se potem, ja, naš ima pa toliko energije, da se ne vemo od česa. Hoče se je pa zavprašati kakšnemu čoko lešniku, čokolino, to naprimer, teh zadeva. In noter je še, naprimer, tukaj nimamo nobene moke noter. Noter so dodatki moka, sladkor, maščobe, tukaj v bistvu nimate, v bistvu samo 3 zadeve so notri zmešane in umešate v lešnikovo mleko in se skuha 1, 2, 3, pa po želji v bistvu, ali hočete gosto maso, eni hočejo, da žlica stoji, tako smo imeli navade, eni, da je bolj tekoče, naprimer, tole sem jaz naredila nekaj, da je pač tako bolj srednja varianta, da je nekaj malo bolj tekoče in tako. Da ne stoji žlica po koncu. Uporabila si torej lešnikovo mleko? Ja, riževo lešnikovo kombinacijo. Jaz si podobno pripravljam, moram reči, ampak v bistvu dam kar vodo. Ja, lahko tudi. Tole je mogoče zaradi tega, da ni tako prazno, ker je presni kakav je grenek, ovseni kosmiči in če še je zdrob, mogoče bolj težje otroci, ampak okej, da se. Ampak tudi, če daš eno žlico kokosovega sladkorja, ni nič narobe na vse zadnje. Ne, ni. V bistvu tudi nižji glikemični indeks ima kokosov sladkor, tako da je tudi bolj zdravilna alternativa. Ok, super, odlično. Tako da, jaz te povabim nazaj, da se mogoče večkrat usedeva. Bomo sprejeli tudi kakšen telefonski klic in pa kakšno vaše vprašanje, če ga imate. Torej, telefonska številka tale je navadna, 026 200 230. Torej, že v samem začetku sem govorila in tudi povedala, ja, da je res pomembno, kaj svojim otrokom dajemo. Ampak iz tvoje perspektive, recimo, zakaj si pa ti pri prebiranju literature in seveda iz izkušenj ugotovila, zakaj je tako zelo pomembno, da smo pozorni na prehrano malčkov oziroma otrok? Ja, prehrana in razvoj otrok je zelo pomemben, zaradi tega, ker tudi na dolgoročno, ko se razvijajo različne zdravstvene težave, potem v bistvu niti ne vemo, niti se ne zavedamo, da to vse izhaja iz neke zdrave hrane ali v bistvu nezdrave hrane, kar privede. In tudi, če starši dajo svojim otrokom zdravo popotnico in bojo potem nadalje tudi starši dali svojim otrokom, tako da se v bistvu krog stopnjuje nadalje. Zanimivo. Gospa Olga nas je poklicala. Dober dan, gospa Olga. Dober dan. Tudi vam. Evo, imate kakšno vprašanje ali bi imeli kakšen komentar? Povejte. Bom kar povedala, jaz sem sicer že upokojenka, ampak mi smo zrastli ne v avtomobilu, ki smo jedli veliko mleka in smo v mleko zrastli, ne. Zdaj bi pa kar razne take brez vsakih maščob, brez vsakega, ne vem kakih dodatkov pa sladkorja, treba se je gibati. Otroci se vozijo v vrtec že,
zjutraj, čez dan so doma, pa malo igrica na računalniku, ne vem, šla mamica pa oči ven, oziroma detki pa babice in tako dalje. Nobenega gibaja. Sam prehrana, če boš ti jedel že še tako, kaj s tem, brez vsakih maščob, brez vsakih žiz, meso, brez ne vem česa še, če ne bo gibanja, ne bo nič. Se bomo redili. Tako, kar se redijo starostniki v domovih, ko nič ne gibajo, pa čist maljejo, to je tudi pri otrocih. Hvala lepa. Hvala lepa. Takole, vsekakor se strinjam z gospo Olgo, kar se tega tiče gibanje. Res je, da je naš življenjski standard ali pa dinamika življenja taka, da je hitra in da si ljudje ne vzamemo časa, kar ni prav. Kakšen je tvoj komentar glede tega, ja, včasih se pa ful tega ne jedel, pa mleko, pa meso, pa to, zdaj smo pa tukaj pozorni, kar se tega tiče. Kakšen je tvoj pogled na to? Včasih je tudi hrana bila drugačna, ker je sedaj na policah. Včasih je bilo manj izbire. Sedaj pridejo kupci in v bistvu ne vejo, katero moko bi, na primer, vzeli. Katera je boljša, kateremu kmetu bi zaupali. Zdaj je takšna izbira na tržišču, da v bistvu sploh ne vemo več, komu bi zaupali. Tako da veliko škodljivih zadev je noter. Včasih se mogoče en sladkor dal kupiti. A ni to paradoksalno, recimo? Po eni strani je ogromno ponudbe, po drugi strani pa še nikoli ni bilo toliko strupov na policah, kakor je zdaj. Ja, zelo. In tudi okolje že samo po sebi je veliko bolj onesnaženo, na primer. In tudi premalo gibanja, tako kot je rekla gospa, sedaj so v bistvu računalniki v spredju in pa tudi nezdravi prigrizki in se v bistvu avtomatsko padeš v računalnik, tako otroci, in v bistvu se nehote zavedajo, da nek nezdrav čips jejo zraven, ampak čisto ga pojejo v bistvu, ampak tako iz... Ja, včasih je bilo druga, naprimer so pa šli veni na zrak, pa še sveža jabolka nabrali in v bistvu so imeli že popoldanski prigrizek v bistvu otroci. In šli na sprehod in tudi v gozdu, naprimer, kakšne gozdne jagode nabrali. Tako da to je zdaj tudi čas v bistvu zelo pomanjkanje časovno. Kaj pa mislite vi, kakšen se pa vam zdi tale režim, ki ga imamo in živimo zdaj? Gospa Justina je z nami v naši družbi. Dober dan, gospa Justina. Ja, gospa, ste kar na zvezi, kar poslušate slušalko, nič po televiziji, prav? Ja. Izvolite. Halo? Ja. Ja, dober večer želim. Pozdravljeni. Jaz pa tudi zanimam za to zdravo hrano, za malčke. In me zanima, kje ima ta gospa tole. Kako? Kaj vas zanima? Kje je ta zdrava hrana? Kje ima tole trgovinco zdravo hrano? Aha, gospa, ne bomo zdaj ravno delali vam reklame take ali pa drugačne. Zdrave trgovinice lahko najdete po vsej Sloveniji. Veste, da rastejo, kot gobe podržijo. Vedno več jih je, ampak je pa res mogoče, da jih ne boste našli ravno v nakupovalnih središčih, ampak malo se po mestu sprehodite, pa boste vsekakor lahko hitro prišli do tiste ta prave, kjer vam bodo nudili take stvari. Sicer pa mogoče je tukaj najboljši recept ta, da išče lokalno pridelane stvari. Ja, najboljše kakšne kmetije, v bistvu njihovi sosedi, naprimer od te gospe, mogoče da imajo res domače jabolke, domače hruške, sezonske zadeve in se obrne na njih, naprimer, v bistvu v temu lokaciji, kjer se stanuje, je najboljše v bistvu iskati tudi hrano iz tega okolja, v bistvu, da se živi. Ker jaz sem včasih palčku, kilometre in kilometre. Da bi imeli čokolešnika, ne? Tako, najlepša hvala za vaše vprašanje. Pozdravljeni. Drugače pa tudi kar malo pogooglajo, naprimer zadeve, tudi če se piše noter zdrava hrana in trgovin, se vrže cel spekter. Definitivno. Brez skrbi, celo v Ljubljani imamo samopostrežne ekološke trgovine in to pa res ni problem, kar se tega tiče. Kjer je volja, je tudi pot. Evo ga, takole, Marjetka, mogoče nasvet, ki ga lahko ponudiš vsem staršim, tale trenutek pri tem, na kaj naj bodo pozorni, ko hranijo svoje otroke. Hrano naj pripravljajo z ljubeznijo, uporabljajo naj domača, ekološka živila iz svojega okolja, vedno naj preberejo deklaracijo, svojega otroka naj pobožajo, peljejo ga v naravo, naj mu dajo čim več ljubezni, kakšen objem, nasmeh, pozitivno besedo in se mi zdi, da bo svet veliko lepši. S to hrano, objemi in
vsemi pozitivnimi besedami. Najlepša hvala za vse, kar si nam zaupala. Takole, no, jaz bom pa zaključila z mislijo, ki sem jo pred kratkim prebrala. Ne vzgajajte sebe, oziroma ne vzgajajte svojih otrok, vzgajajte sebe, tako ali tako bojo na koncu posnemali vas. Naj vam bo svet lep in hitro natika dvojni vek, klepet ob kavi.si. Mnogo zanimivega vas čaka, med drugim tudi meditacija.